Marija, poročena petek. Sem Franska Kopač, Koče, poročena, Ljuba. In sem doma iz Prikrnice pri Moravčku. Zdaj pa živimo tukaj v Argentini že skoraj 70 let. Kako pa ste doživeli konc vojne? Ja, Samo vojno pa konc vojne. in vojna je bila grozna. So začeli bombardirati, ko smo bili na cvetno nedeljo, ko smo bili prmaš. 6. aprila 1941. Ja. In je bilo pa kar naprej nekaj. Bili so, Zasedeni pod Nemci, ja, ogroženi. vsak dan s partizani so zahajali, so se naredile tiste brigade in so iskali take vasi, ki so bile bolj na terenu, ki mi je bil bolj všeč, ker mi je bolj prav prišel. In naša vas je ena tistih, ko so prišli pa po cele brigade, so bile po 3 dni, 4 v vasi. Posod so ležali, posod so bili, vse pomestali. Ne zavedali. A vi ste mogli pa kuhati, kaj ste vi počeli? So sami tudi kuhali. Aha. Ja, pa tudi smo jim mogli dati vse. Ja. Kruh. Pri nas je bilo tako, v naši hiši, ki je velika, je bil štab. Štab zmeraj in tako z njim ni bilo toliko dela, ne, kot z drugom. Drugi po vasi so imeli še slabi. A so imeli isto hrano, štab in ostali? To pa ne vem. A to pa ne veste. Smo bili, kadar so odšli, smo pa za čistiti. Zakaj ste se potem pa vi umaknili na Koroško? Zakaj? Zato, ker jaz sem imela tudi 4 brate. Eden je dobil poziv za nemško vojsko, pa samo tudi. In je šel? Ja, zato ker smo vse svetovali, da je bolj, da gre v nemško vojsko, kot partizani. Oj, je šel. Pa seveda so jih na Poljsko peljali. In pa na rusko fronto. Pa na fronto. A se je vrnil iz Nemške? Se je vrnil. Na počitnice. Ne, on je bil ranjen ranjen je bil kje? In na ruski fronti. Ja, tam je bil ranjen čisto tako malo, prst malo trgal. In so ga poslali v Salzburg. Pa je pa domov sporočil, da kaj pride za nekaj dni na okrevanje. In če mu morajo poslati dokumente, pa obleko civilno, da bi se rad vrnil domov. Dezertiral. Oli je pa ata nesel to vse, kar je prosil, v Domžale, če bo od tam mogel poslati na kak način. Pa šel tale Mirko Kopač, je šel v Avstrijo in je rekel, da bi pa on nesel. Je pa niso res. Seveda, ata je pa še ni domov prišel, so ga že partizani čakali. Kaj je delal v Domžalah, zakaj je šel, pa ne vem kaj. Tistega ne vem, kako se je on zgovoril, zakaj je šel. Ker to niso še vedeli, da je Mavric šel v
so ga vzeli. Ata. In v domobrancah, v Domžalah so bili domobranci in on je pristopil tja, kamar je tudi pol so pa že brat Tone. Oče. Očeta so pa prišli, ga je nekdo, Videl Ne. tam, so zmeraj pošiljali otroke, pa kire kolče, kire ga vidijo, pa poznajo, pridijo na postojanko, da jim sporočijo. To so imeli vse. potem so ga prišli iskat domov partizani, so ga peljali na zaslišanje v eno vas gor po Sezom Nedvačan, in slivno. Sliv. Ja. Tam In- gor je bil tudi zaslišvanje, ja. Ko je tam iskal, nam je pa sporočil, dam ga pa ni bilo, mamo skrbel, pa nas vse. Ga ni bilo, ki pride v rečen, da gre sam v drugo vas. No. Na zagovor. No. In nas je to skrbel, pa je drug dan smo pa dobili sporočilo, da je Ata z vso tisto, z vsem ujetnikom, pa s tisto brigado, da so slivni, da naj prinesemo za jest, pa za perilo, preoblič, perilo, pa ne vem, kakšno, rekel, kakšno gorko stvar. Smo pa nesli, mi dve smo nesli, ne? Ja, so naj je pridržali tam in naj je niso pustili več z njim. zato Med nas je- tistem so šli vsi naprej, na Dolenjsko so rekli, čez Savo, peš. Ne, piš. Mi smo pa tam, nas so pa tam obdržali. Ja. In Smo prosili, da gremo domov, da se že mrači, pa da imamo daleč, ne, domov za pišijo. Pa ne, bo ti kar kele se vseti v kot. Pa smo pa videli, da ne bo noč, ne bomo mogli jeti. Oj, čakaj, pa že bo. mama je prosila nekoga iz sosednje vasi, ki je imel svoji sinovi, Ja, da je prišel naj je iskat in da so naj je tiste bo drug dan. da smo se lahko vrnili. Očeta so peljali naprej na Dolenjsko, do Bele krajine, z namenom, da se ne bi vrnil, ker je bil že star, bolan in tako naprej. Koliko je pa bil star? Ni bil tako star, In 60 let. med 50-60 let. Tam je pa bil bolan in ga je neki zdravnik to je bil partizanski. V enem gozdu je obležal in so ga kar pustili, tisti, ki so ga prej vlekli dokaj, so ga kar tam pustili, niso bedni prihodili. Oj, drug dan so šele prišli drugi, so ga pa naložili na voz in so ga peljali do Črnomlja. Tam je bil pa tudi čuden, v bolnici ne je pa eden spoznal, en zdravnik, ki je bil iz Moravč doma, Janežič. Ga je spoznal in je rekel, ja, kva pa tla delata. Pa se tako pogovarjala, a kaj naj vam jaz zdaj pomagam. In je rekel, dajte mi tisto izpustnico za domov. No pa je res naredil, da je pa je lahko šel domov, peš. In kaj se je pa z vami zgodilo? Vas so obdržali, ste lahko... Mi dve smo pa drug dan je prišel en tak
kmet, ki je bil, ko so jim že rekli tistem, so bili v zvezi s partizanom. In svoji sinovi je imel noter in je imel malo več besede, da je Ja, ker v resnici je bil po srcu dober in nama je ne je Naj je prišel domov iskat. peljal. In ne je peljal domov. ko je malo tam garantirati za najem in koga, je bilo lahko dobil ven z tiste hiše. Ja, Ata se je pa vrnil po enem mesecu. 7. decembra se je vrnil iz Črnomlja, ampak je skozi peš šel na Inkognije hodil, ker ni želel, da bi ga raje sam šel. Ja. Od zdravnika je imel tisto dovoljenje, ne. Ja. In konec vojne ste vi šli tudi v... Ja, so nam pa tukaj grozili zmeraj. Ste vi, ne, imate sin je šel v nemško vojsko, enega brata so pa še vzeli, tudi starejšega, so ga partizani vzeli, mobilizirali in so ga vlekli v Tuhin. In tam je mogel gledati, ko so eno družino morili. Celo družino, partizani. On je mogel pogledati skozi. In sem tukaj to zahnusil, pa je rekel, da bo vse naredil, da bo šel. Pa sem ga posrečil, ker je bila enkrat na nemški napad, so imeli tisti partizani, ne, tista tista brigada. In ne vem, kako je urejeno se, da je ušel, da so ga tam pa Nemci dobili. Pa so ga pa seveda se malo prijaviti tam v Domžalah in so ga na del poslali. Delali so pa, Prisilno delo. Ja. delali so pa tunel takrat. Ja, aha. Ja, Arbeitsdienst, ne? Ja, Arbeitsdienst. nekaj takega, ja. Ampak tunel, ljubelski tunel. ja. So delali v tunel. In konc vojne je cela družina šla? Ja, cela, ja. Je on je bil super domobrancem. Tone je takrat je šel pa k domobrancem. Aha, Ja. aha. Tako od dela so ga Ja, pustili. aha, je. So ga pustili, zato je A, šel. tako. In potem ste cela družina šla na Koroško. Ja, cela, ampak on je šel k domobrancem, pa še ta drug tam mlajši brat. In ona dva sta šla z domobranci, ja. Kaj se je z njima zgodilo? Čez. Ja, vitrine smo prišli. Vitrine. In tam, seveda, oni so bili mogli skupaj biti, domobranci. Ja, seveda, vojaki so bili Ja, ker je skupaj. že, so imeli že tisto kupčijo z Angležem, ne. Takrat so že skrb delali, kako jih bojo golfali, ne, da bojo šli lepo nazaj v Slovenijo. In sta bila vaša brata vrnjena. Tudi zraven vrnjena oba. In sta oba, Ne, Sta bila zaprta oba v Teharjih. tega, Ja. in so jih ubili ali sta preživela? ja, tam mlajšega so ubili. Mlajšega so Ja, ubili. se prišel posloviti, ta večme, ta starejši. To ni to pa prav, pa se bojiš, kaj bo. So jih peljali s kamionom, kenakam, ne vem, je hudo jamo ali Ja, kje ja. je tisto. Na hrani. Hrastnik, jasno. Ne vemo, še dej ne Ja, vemo. ja, seveda ne. Ja. In starejši? Ta starejši Je je bil bil še pa zaprt. bolan precej,
Ampak tam so jih toliko matrali tudi od tega jih ljubčili. So na tleh mogli ležati, Seveda pa hrana je bila slaba. poljubljati zemljo, pa upiti, da smo izdajalci naše zemlje. Pa tako reči, take svinarije so bile, pa jahali po lahkojne. Prav, na manjih sreč ni nobeden stopil, je rekel pojne, je povedal, kako je bilo. Ampak je toliko povedal, narčika in vse so počinali, da ni za govor. In kaj se je pa z njim zgodilo? Ja, on je poj so tiste, kar jih je še ostal, je prišla prepoved tako, da ne smejo več. Amnestija je prišla, ne? Amnestija. Amnestija, Avgusta. Je Ja, bil ste se zaprl. Avgusta. od Tita, poj se jih pa v Ljubljano pelali. Je tudi Loričan, kar jih imate šejh, pelajte v zapore v Ljubljano in so jih v Škofove zavode pelali. So bili tam. Stekarji v Škofovu. Ja. Pa so bili pa tam noten cajt, tednom. Precej. Seveda, ta je bil, brat moj je bil čist švoh, tako, so bili tako sestradan, pa Izčrpani, stepeni in tako naprej. Do vsega, so jih tepli, pa plovali vojne, pa vse. Zasramovali jih tako, da ni zamisliti. Poj je enkrat en dan je prišel eden, je rekel, kdo je Kopač Anton. Poj se je ta dvignil tako počasno, da se je pokazal. Je pa rekel, a si ti sin od Franceta Kopač, ki je bil v prvi svetovni vojski. Je rekel, ja, to je bil moj oče prav. Jaz sem pa eden od tistih, ki smo bila skupaj pri vojakah, tam pri kanonah, pa bila na manj. V avstrijski vojski. Avstrijski vojski. Ja, Jasno. in pa kako da stle, je rekel, on je bil komunist, ampak je bil tako dober. Tako da drug dan mu je poslal eno bolzo kruha, eno vrečko kruha, suh kruh. Je bil tako hvaležen zanj. Pa ne vem zakaj. No, pa so jih še cajt tam imeli v zavodu, pa so jih pa pelali na Miklošičevo, tam so zapori. Pa je bil pa še ne pol leta tam noter. Pa so pa enkrat ga spustili, čist strn, pa čist, pa bos, pa suh kot. Ja, da je bil tak, seveda, ni mogel kamor jeti, ne tak. Poj si je, ne vem, kako si je pravzaprav, kako je prišel do Domžal, čez Savo tudi, ne, pa ne po mostu. Je mogel nekaj, tako je čez poplavil. V Domžalah smo imeli pa eno žlahto in je kešov. Oni so se ga pa bali tudi. Poznali ga niso, ker bil čist drugačen. Čist slišan, pa čist stepen. Ampak vseeno smo mu dali neke obleke, pa je povedal, kdo je. Tukaj so mu dali, da si je lahko potem šel domov. Tam z Domžalja bo pa še 12 kilometrov do doma. In je šel skozi peško. V hibu se je ljudi. Ampak vi ste bili pa Mi smo bili pa, v Vetrinju. ja, pa niti nismo vedeli, kaj se godi z njim. A se je poslovil od vas? Sta se brata Ja, takrat sta se poslovila. In je vaš brat potem ostal v Sloveniji ali je tudi Ostal pobegnil? Ja, je šel na naš dom. Je bil čisto vse pokradil, pa čisto tak.
jakarji, seveda. Mi smo pustili vse. Ja, seveda. In je tam ostal. In je doma začel, ko se je ono pozdravil, je začel delati. Pa se ga, seveda, imel je predstavke, pa dajatve takega. Pobrali so žival tudi, kojne, pa vozove. Vse, kar se je dal, kar jim je prav prišlo. Kdaj ste ga zvideli spet potem? Po kolikih letih ste ga spet srečali? Jaz sem ga srečala 75 leta, ko sem šla od tukaj domov. Prvič. Po 30 letih. Po 30 letih. Takrat sem ga ja prvič. In vi ste šli potem iz Vetrinja kam? V špital. V špital. Ne, v Lijenc. Lijenc, V Lijenc smo bili en let pa pol. In pol iz Lijenca v špital. Z Lijenca je bil pa enkrat In potem v spraznil. Potem pa od tam v Vengri. Ja, smo šli pa v špital, tam nas je bilo pa še enkrat to.